Ko mi je bilo 6 let, sem v knjigi o pragozdu z naslovom Resnične zgodbe videl sjajno podobo. Prikazovala je Boo, ki je požirala neko žival. Tule je kopija tiste risbe. V knjigi je pisalo: Boe pogoltnejo ves plen hkrati, ne da bi ga prežvečile. Potem se niti ne zganejo in spe 6 mesecev, dokler zalogaja ne prebavijo. Tiste čase sem veliko premišljeval o prigodah v džungli in posrečilo se mi je, da sem z barvnim svinčnikom narisal svojo prvo risbo. Pokazal sem umetnino odraslim in jih vprašal, ali jih je moje risbe kaj strah. Odgovorili so mi, le zakaj bi se bali klobuka. Vendar tisto na sliki ni bil klobuk. Bila je boa, ki prebavlja slona. Da bi podobo razumeli tudi odrasli, sem narisal boo še od znotraj. Odraslim je treba zmeraj razlagati. Odrasli so mi nasvetovali, naj nikar več ne rišem kač od zunaj in od znotraj, in da naj se rajši poprimem zemljepisja, zgodovine, računstva in slovnice. Tako sem se s 6 leti odrekel bleščeči slikarski prihodnosti. Odrasli sami od sebe nikoli ničesar ne razumejo in otrokom je mučno, če morajo kar naprej kaj razlagati. Poiskati sem si moral torej drug poklic in sem se naučil pilotirati. Preletel sem domala ves svet. In zemljepisje mi je, to je res, prišlo zelo prav. Na prvi pogled sem znal razlikovati Kitajsko od Arizone. Če po noči zablodiš, to zelo koristi. Tako sem v svojem življenju spoznal mnogo resnih ljudi. Precej časa sem živel med odraslimi. Spoznal sem jih od vseh plati. Kljub temu nisem imel kaj boljšega mnenja o njih. Kadar sem srečal koga, za katerega se mi je zdelo, da ima nekaj več soli v glavi, sem ga preizkusil s sliko številka 1, ki jo še vedno hranim. Hotel sem vedeti, ali je razumljiva ali ne. Toda vselej sem dobil odgovor: to je klobuk. Potem tistemu nisem govoril ne o kačah, boah, ne o pragozdovih, ne o zvezdah. Govorila sva jezik, ki ga je razumel. Govoril sem mu o bridžu, golfu, o politiki in kravatah. In bil je vesel, da je spoznal tako pametnega človeka. Tako sem živel sam, brez človeka, s katerim bi se lahko resnično pogovoril. Dokler me ni doletela pred 6 leti v Sahari nesreča. V motorju se mi je nekaj polomilo in ker nisem imel s seboj ne mehanika, ne potnikov, sem se zamotanega dela lotil kar sam. Šlo je za življenje in smrt. Pitne vode sem imel komaj za 8 dni. In tako sem prvi večer zaspal v pesku, 1000 milj daleč od človeških bivališč. Bil sem zapuščen bolj kot brodolomec na splavu sredi oceana. Lahko si mislite, kako sem bil presenečen, ko me je prebudil droben glasek. Prosim, nariši mi backa. Nariši mi backa. Skočil sem po konci, kot da bi me oplazila strela. Pomel sem si oči. Ostrmel sem. Zagledal sem drobcenega, navadnega dečka, ki je resno zaril vame. Začuden sem buljil v prikazen. Ne pozabite, da sem 1000 milj daleč od ljudi. Toda tale moj dečko se mi ni zdel ne na pol mrtev od utrujenosti, ne na pol mrtev od lakote, niti na smrt žejen, niti na pol mrtev od strahu, niti da je zašel. Nič na njem ni kazalo, da bi bil otrok, ki se je zgubil v puščavi 1000 milj daleč od človeških naselij. Ampak, kaj pa ti tu? Prosim, nariši mi backa. Kadar pride kaj kot strela z jasnega, se kar nič ne obotavljamo. In naj je zaradi 1000 milj, ki so me ločile od ljudi in smrtne nevarnosti, vse skupaj bilo še tako nesmiselno,
sem vendarle segel v žep po list papirja in pero. Tedaj pa sem se spomnil, da sem se učil predvsem zemljepisja, zgodovine, računstva in slovnice in dejal sem dečku, malce v zadregi, da ne znam risati. Odgovoril mi je: Nič zato, nariši mi backa. Ker backa še svoj živi dan nisem narisal, sem mu narisal eno izmed tistih 2 risb, ki sem jo znal. Namreč bo od zunaj. Ne, nočem slona v boji. Boja je zelo nevarna. Slon pa bi mi bil na poto. Pri meni je vse tako majhno. Backa potrebujem, nariši mi backa. In sem ga narisal. Ne, ta je že zelo bolan. Naredi drugega. Prav. Glej ga no, to ni bacek. Kozliček je, rožička ima. Poskusil sem še enkrat, pa tudi s tem ni bil zadovoljen. Ta je prestar, hočem backa, ki bo dolgo živel. Tedaj sem mu, nisem že več imel potrpljenja in tudi čas je že bil, da razderem motor, načečkal risbo. To je zabojček. Notri je bacek, kakršnega bi rad. Čisto tako je, kot sem si želel. Misliš, da takle bacek poje dosti trave? Zakaj? Ker je pri meni doma vse tako majhno. Zadosti jo bo, brez skrbi. Dal sem ti najmanjšega backa. Čisto majhnega backa. Ja. Glej ga, zaspal je. Tako sem se seznanil z malim princem. Minilo je dokaj časa, preden se mi je posvetilo, odkot prihaja. Mali princ, ki me je zasipal z vprašanji, mojih niti slišal ni, tako se je vsaj zdelo. Toda nekatere besede, ki so mu kdaj pa kdaj na srečo ušle, so mi pomalem vse razjasnile. Tako me je, ko je prvikrat ugledal moje letalo, letala ne bom narisal, je pretežko zame, vprašal: Kaj pa je tole? To ni noben tole. To leti. To je letalo. To je moje letalo. Kako? Z neba si padal? Da. To je pa res smešno. Torej tudi ti prihajaš z neba? Z katerega planeta si? S temle tukaj pa res, da nisi mogel priti od kdo ve kako daleč. Lahko si mislite, da mi skrivnost z drugega planeta ni dala miru. Trudil sem se, da bi kaj več zvedel o njej. Odkud prihajaš, dečko moj? Kje si doma? Kam nameravaš z mojim backom? Pri zabojčku, ki si mi ga dal, je največ vredno to, da mu bo po noči služil za hlevček. Seveda. In če boš priden, ti bom dal tudi vrvico, da ga boš čez dan privezal. In količek. Privezal? Ta je pa dobra. Če ga ne privežeš, ti uteče, kaj vem kam, in se ti izgubi. Kam pa naj bi šel? Jo, vseeno kam. Kar naravnost. Nič ne de. Saj pri meni je vse tako majhno. Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost. Tako sem zvedel drugo zelo važno stvar. Njegov domači planet je bil komaj večji od hiše. Imam tehtne razloge za domnevo, da prihaja mali princ z asteroida B612. Ta asteroid je enkrat samkrat, leta 1909, zasledil s teleskopom neki turški zvezdogled.
O svojem odkritju je imel obširno predavanje na enem izmed mednarodnih astronomskih kongresov. Ker pa je bil oblečen po turško, mu tega ni nihče verjel. Odrasli so pač taki. Sreča za asteroid B612, da je turški sultan pod smrtno kaznijo zapovedal svojemu narodu, naj se oblači po evropski šegi. Leta 1920 je astronom, tokrat zelo okusno oblečen, predavanje ponovil. Zdaj mu je verjel ves svet. Če sem vam pripovedoval podrobnosti o asteroidu in vam zaupal njegovo številko, sem to storil samo zaradi odraslih. Odrasli imajo številke radi. Če tudi jim torej rečete, da je mali princ v resnici živel, dokazuje tole. Bil je ljubek, smejal se je in hotel je imeti backa. To, da kdo hoče backa, dokazuje, da živi, da je tu. Bodo skomignili z rameni in vas imeli za otročane. Če pa jim rečete, prišel je z asteroida B612, ste jim zamašili usta in pustili vas bodo pri miru z vprašanji. Taki so pač, ni jim treba zameriti. Otroci morajo z odraslimi precej potrpeti. Vsak dan sem zvedel kaj več o asteroidu, o odhodu in potovanju. Seveda le po malem in po srečnem naključju. Tako sem tretjega dne zvedel za zgodbo o kruhovcih. Tudi tokrat se moram zahvaliti Backu. Kaj ne, da Backi obirajo grmovje? Da, seveda. To me veseli. Potem takem jedo tudi kruhovce? Kruhovci niso grmovje, temveč kot cerkev velika drevesa. In če tudi bi pripeljal čredo slonov, ne bi bili kos enemu samemu kruhovcu. Moral bi jih postaviti drugega vrh drugega. Ja. Preden kruhovci zrastejo, so prav majhni. Res je. Toda čemu naj bi tvoji backi jedli majhne kruhovce? Prav, bomo že videli. Pošteno sem moral napeti možgane, da sem razvozlal uganko. Res, na prinčevem planetu so prav tako kot na vseh planetih rastle koristne rastline in plevel. Zato tudi dobro seme koristnih rastlin in škodljivo seme plevela. Toda semena so nevidna. Semena spe v osrčju zemlje, dokler se eno izmed njih ne domisli, da bi se prebudilo. Zgane se in sprva boječe požene k soncu prelepo nežno vitico. Če je to vitica redkvice ali rožnega grmiča, ji lahko pustimo, da poganja, kakor se ji zdi prav. Če pa je poganjek kake škodljive rastline, ga moramo izpuliti, brž ko jo prepoznamo. Na prinčevem planetu so bila škodljiva semena. Bila so semena kruhovca. Planetu je pretila nevarnost. Če se namreč kruhovca lotiš prepozno, se ga ne moreš nikoli več znebiti. Razširi se po vsem planetu, prevrta ga s koreninami. In če je planet zelo majhen, kruhovcev pa veliko, ga razdrobe v kose. Vse je odvisno od redoljubnosti. Ko si zjutraj umiješ in urediš, moraš skrbno urediti tudi planet. Potruditi se moraš, da redno populiš kruhovce, brž ko jih razlikuješ od rožnatih grmičev, ki so jim zelo podobni, dokler so še majhni. To je zelo dolgočasno delo, a prav nič težko. Nekega dne mi je svetoval, naj narišem veliko podobo, da bi si jo otroci mojega planeta čim bolje zapomnili. Lahko bi jim koristilo, če se kdaj odpravijo po svetu. Včasih ni nič hudega, če delo za nekaj časa odložiš. Če pa imaš opravka s kruhovci, se to strašno maščuje. In sem po navodilih malega princa narisal tisti planet. Prav nič rad ne dvigam po pridigarsko kazalca. Toda tako malo se zavedamo nevarnosti, ki nam grozi od kruhovcev, in posledice, ki groze asteroidom, so tako strašne,
da sem tokrat napravil izjemo. Rečem vam, otroci, pozor, kruhovci. Ah, mali princ, počasi spoznavam tvoje majhno otožno življenje. Razen sladke miline sončnih zahodov dolgo nisi imel ničesar, kar bi te razvedrilo. To novo podrobnost sem zvedel 4. dne zjutraj, ko si mi dejal: Zelo rad imam sončne zahode. Dajva, oglejva si sončni zahod. Počakati morava vendar. Kaj počakati? Počakati, da zaide sonce. Mislil sem, da sem še vedno doma. Res. Kadar je v Združenih državah poldne, tedaj, to vsi vemo, v Franciji sonce zahaja. Zahod bi videli, če bi mogli v kratki minuti priti v Francijo. Toda Francija je žal predaleč. Na tvojem malem planetu pa ti je treba samo premakniti stol za nekaj korakov nazaj, ha? In kadar se ti je zahotelo, si gledal, kako sonce tone. Nekega dne sem videl sončni zahod 44-krat. Veš, kadar je človek zelo žalosten, rad gleda sončne zahode. V enem samem dnevu si bil torej 44-krat žalosten. Petega dne se mi je, še vedno po Backovi zaslugi, razkrila skrivnost, ki je zagrinjala življenje malega princa. Če Bacek obira grmovje, je tudi cvetice. Bacek je, kar mu pride pod zobe. Tudi cvetice, ki imajo trne. Da, tudi cvetice, ki imajo trne. Čemu pa so potem sploh trni? Tega nisem vedel. Pravkar sem se mučil z odvijanjem močno privitega vijaka. Zelo me je skrbelo. Moj položaj se mi je dozdeval čedalje bolj grozeč in voda, ki je bilo vedno manj, me je opozarjala na najhujše. Čemu pa so potem trni? Trni ničemur ne služijo. Cvetice jih imajo iz gole hudobije. Ne verjamem ti. Cvetice so šibke. Cvetice so prijazne. Zavarujejo se, kakor vedo in znajo. Če imajo trne, se jim zdi, da so videti nevarnejše. Nisem mu odgovoril. Pravkar sem se na tihem grizel, če se mi bo vijak še upiral, ga bom počil s kladivom. Ti pa misliš, da cvetice... Ne, nič ne mislim, kar tako sem rekel. Saj vendar vidiš, da imamo pravka z resnimi stvarmi. Z resnimi stvarmi? Govoriš kot odrasli. Ti vse zmešaš. Ti ničesar ne razumeš. Vem za planet, na katerem živi neki zaripav gospod. Še nikoli ni poduhal cvetice. Še nikoli ni pogledal zvezde. Nikoli ni imel nikogar rad. Nikoli ni počel nič drugega, kot se števal. In ves dan je ponavljal, kot ti zdajle. Jaz sem resen človek. Jaz sem resen človek. Kar napihovale ga je od same imenitnosti. Toda to ni noben človek. To je žaba. Kaj je? Žaba. Milijone let ima cvetice trne. Milijone let je to Backi tudi cvetice. In potem ni resno, če bi rad vedel, čemu imajo cvetice trne, ko vendar niso za nobeno rabo. In vojna med cveticami in Backi tudi ni resna stvar.
Kaj ni vse to resnejše in važnejše kot češtevanje nekega zariplega gospoda? In če vem za cvetico, ki je ni pod soncem, razen na mojem planetu, in če jo lahko takle majhen bacek mimo grede pohrusta, ne da bi si bel v glavo, kaj je storil? To ni resno. Če kdo ljubi cvetico, ki je edina med milijoni in milijoni zvezd, je srečen, da le oči upre v zvezde. Misli si, tam nekje je moja cvetica. Če pa bi jo bacek pojedel, bi mu bilo, kot da so vse zvezde naenkrat ugasnile. In to ni resno, kaj? Nič več ni mogel. Spustila se je noč. Odvrgel sem orodje. Kaj mi mar kladivo? Kaj mi mar vijak, žeja in smrt? Na neki zvezdi, na nekem planetu, na mojem, na zemlji, je bil majhen princ, ki ga je bilo treba potolažiti. Vzel sem ga v naročje. Zibal sem ga. Cvetici, ki jo ljubiš, se ne bo zgodilo nič hudega. Narisal bom nagobčnik za backa. Narisal bom ograjico za cvetico. Narisal... Nisem vedel, kaj naj še rečem. Tako nesrečen sem bil. Nisem vedel, kako naj ga potolažim, kako naj ga razvedrim. Kako je vse to žalostno. Kmalu sem to cvetico bolje spoznal. Na prinčevem planetu so vedno cvetele zelo skromne cvetice, z enim samim vencem cvetnih lističev, ki so jemale zelo malo prostora in niso bile nikomur na poti. Nekega jutra so se prikazale v travi, zvečer pa usahnile. Toda ta je vzklila iz semena, ki je zašlo semkaj od kdove kot. Lahko bi bila nova vrsta kruhovca. Toda poganjek je kmalu nehal rasti in se je začel pripravljati, da požene cvet. Skrbno je izbirala barve. Oblačila se je počasi in razporejala v cvetni venec listič za lističem. Ni marala priti na dan vsa zmečkana kot kak mak. Hotela se je pokazati v vsem sijaju svoje lepote. Da, bila je zelo spogledljiva. Njeno skrivnostno napravljanje je trajalo dneve in dneve. In naposled se je nekega jutra, na tanko ob sončnem vzhodu, na široko odprla. Pravkar sem se zbudila. Oprostite, prosim, še vsa sem skuštrana. Kako ste lepi. In rodila sem se isti hip kot sonce. Mali princ je brž spoznal, da cvetica ni ravno skromna. Toda kaj, ko je bila tako čudovita? Menim, da je zdaj le čas za zajtrk. Bodite tako dobri in pomislite malo name. In mali princ je ves zmeden odhital po škropilnico sveže vode in postregel cvetici. Tako ga je cvetica že kar spočetka začela mučiti s svojo malce sramežljivo nečimrnostjo. Nekega dne, na primer, je rekla malemu princu, bahaje se s svojimi 4 trni. Naj le pridejo tigri s svojimi kremplji. Na mojem planetu ni tigrov. In razen tega tigri ne jedo zeli. Jaz nisem zel. Oprostite. Tigrov se prav nič ne bojim, toda strah me je prepiha. Ali nimate morda kakšnega zaslona? Vetra je strah. Ni dobro, če se rastlina boji vetra. Ta cvetica mora biti zelo občutljiva.
Zvečer me boste pokrili s pokrovom. Zelo hladno je tu pri vas. Slabo je urejen tale planet. Tako je mali princ, kljub svoji veliki ljubezni do nje, kaj kmalu podvomil vanjo. Gnal si je k srcu še tako nepomembno besedico in je postal močno nesrečen. Ne bi je smel poslušati. Cvetic ne smeš nikoli poslušati. Lahko jih gledaš in duhaš. Moja je dehtela po vsem planetu, tudi nisem se znal tega veseliti. Tista zgodba o krempljih, ki me je tako vznevoljila, bi me pravzaprav morala ganiti. Vidim, da nisem ničesar razumel. Moral bi jo soditi po dejanjih, ne pa po besedah. Dišala mi je in cvetela. Nikoli ne bi smel pobegniti. Z temi nedolžnimi zvijačicami bi moral slutiti skrito nežnost. Cvetice so tako neuravnovešene. Toda bil sem premlad, da bi znal ljubiti. Mislim, da je odšel s planeta s pticami selivkami. Tisto jutro pred odhodom je uredil planet na moč lepo. Delujoče vulkane je skrbno ometel. 2 taka vulkana je imel. Bila sta kaj pripravna za kuhanje zajtrka. Imel pa je tudi ugasov vulkan. Toda, kot je menil, nikoli ne veš. Zato je ometel tudi tega. Če so vulkani dobro ometeni, delujejo lepo in pravilno, brez izbruhov. Z vulkanskimi izbruhi je kot z ognjem v ognjišču. Vse kaže, da smo na Zemlji mnogo premajhni, da bi ometli naše vulkane. Zato nam povzročajo toliko neprijetnosti. Mali princ je malce otožen, populil še zadnje poganke kruhovcev. Sklenil je, da se ne vrne nikoli več. Toda ta domača dela so se mu to jutro zdela prijetna kot še nikdar. In ko je poslednjič zalil cvetico, ter se namenil, da čez njo povezne pokrov, je začutil, da bo zaihtel. Z Bogom! Neumna sem bila. Oprosti mi, prosim. Še boš kdaj srečen. Da, rada te imam. Sama sem kriva, da tega nisi vedel. Toda to ni važno. Pa tudi ti si bil neumen. Še boš kdaj srečen. Kar pusti ta pokrov, ne maram ga več. Tudi veter? Nič bolj ne bom prehlajena. Sveži nočni zrak mi bo dobro del. Cvetica sem. Pa zveri? Morala se bom sprijazniti z 2 ali 3 gosenicami, če naj zvem, kakšni so metulji. Zdi se mi, da morajo biti nekaj zelo lepega. Kdo bi me sicer obiskoval? Ti boš daleč. Zveri pa se ne bojim, imam svoje kremplje. Ne obotavljaj se, no, toliko. Sklenil si, da pojdeš. Torej pojdi. Zakaj ni hotela, da bi jo videl jokati? Bila je tako samoljubna cvetica. Njegovi najbližji sosedje so bili asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 in 330. Zato se je odpravil tja, da bi našel kak posel in se razgledal po svetu. Na prvem je prebival kralj. Sedel je na zelo skromnem, a veličastnem prestolu, odet v škrlat in hermelin. Pridi bliže, da te bolje vidim. Mali princ se je ozrl okrog sebe, kam bi sedel.
Toda sjajni hermelinasti plašč je čez in čez prekrival planet. Zato je kar stal in ker je bil truden, je zazehal. Zehati v pričo kralja je v nasprotju z dvornimi predpisi. Prepovedujem ti kaj takega. Nič ne morem za to. Dolga pot je za mano in nič nisem spal. Jo, če tako... Ti ukazujem, da zehaš. Že leta in leta nisem videl nikogar zehati. Zehanje je zame prava redkost. Torej, zehaj. Tak je ukaz. V zadrego me spravljate. Ne morem več. Torej, ukazujem, da zazehaš kdaj pa kdaj. Veliko je dal na to, da njegovo oblast spoštujejo. Neposlušnosti ni trpel, bil je samozvanec. Toda, ker je bil zelo dober, je dajal samo razumne ukaze. Če ukažem generalu, naj se prelevi v morskega ptiča in general ne uboga, ni kriv general, kriv sem jaz. Lahko sedem? Ja, ukazujem ti, da sedeš. Veličanstvo, oprostite, rad bi vas vprašal. Ja. Ukazujem ti, da me vprašaš. Veličanstvo, komu vladate? Vsemu? Vsemu? Kralj je z obzirno kretnjo pokazal na svoj planet, na sosedne planete in na zvezde. Vsemu temu? Ja, vsemu temu. Pa vas zvezde ubogajo? Ja, kaj pa? Takoj ubogajo. Neposlušnosti ne trpim. Rad bi videl sončni zahod. Bodite tako ljubeznivi. Ukažite soncu, naj zaide. Ja, če bi ukazal generalu, naj kot metuljček frfota od cveta do cveta, naj napiše tragedijo, ali naj se spremeni v morskega ptiča, general pa ukaza ne bi izpolnil, kdo bi bil kriv? On ali jaz? Vi? Tako je. Od vsakogar smeš zahtevati le to, kar zmore. Oblast temelji predvsem na razsodnosti. Če bi svojemu ljudstvu zapovedal, naj skoči v morje, bi se uprlo. Jaz pa imam pravico zahtevati poslušnost, ker so moji ukazi razsodni. Pa moj sončni zahod? Imel boš svoj sončni zahod. Zaukazal ga bom. Toda v svoji vladarski modrosti bom počakal na ugodno priložnost. In kdaj bo to? To bo danes večer ob 7:40. Ja, videl boš, kako me ubogajo. To nima več kaj početi. Odšel bom. Ne hodi, postavil te bom za ministra. Za kakšnega ministra? Ja, za ministra pravosodja. Saj ni nikogar, da bi mu sodil. Kaj se ve, svojega kraljestva še nisem obhodil. Močno sem že v letih, za kočijo ni dovolj prostora, pešačenje pa bi me utrudilo, ja? Jaz pa zatrdno vem, žive duše ni tu spodaj. Jo, boš pa sam sebi sodil. To je najteže je soditi sebi. Drugim je laže, če se ti posreči, da se pravično obsodiš. Si resnično modrijan? Sebi? Lahko sodim kjerkoli. Zaradi tega mi ni treba ostati tu. Čakaj. Jaz pa dobro vem, da je nekje na planetu stara podgana. Po noči jo slišim. Lahko sodiš njej. Od časa do časa jo boš obsodil na smrt. Tako bo njeno življenje odvisno od tvoje pravičnosti. Toda vsakokrat jo boš pomilostil zaradi varčevanja.
Ja, samo to podgano imamo. Jaz ne maram obsojati na smrt. Kar šel bo. Ne. Če bo vaše veličanstvo želelo, da ga brezpogojno ubogam, bi mi lahko dalo moder ukaz. Lahko bi mi na primer zapovedalo, da odidem preko minuti. Zdi se mi, da so pogoji ugodni za tak ukaz. Postavil te bom za poslanika. Odrasli so pa res čudni. Na drugem planetu je živel domišljavec. Obisk občudovalca. Dober dan. Zelo smešen klobuk imate. Z njim odzdravljam, kadar mi ploskajo. Toda, nažalost, ni nikogar tot mimo. Kaj res? Zaploskaj. To je veliko bolj kratkočasno, kakor obisk pri kralju. Kaj nastorim, da bo klobuk obmiroval? Ali me res zelo občuduješ? Kaj je to? Občuduješ? Občudovati se pravi biti prepričan, da sem najlepši, najbolje oblečen, najbogatejši in najbolj bister na planetu. Saj si vendar sam tukaj. Stori mi to veselje. Vseeno me občuduj. Občudujem te. A čemu ti bo to? Odrasli so res zelo čudni. Na naslednjem planetu je živel pijanec. Kaj počneš tu? Pijem, Zakaj piješ? da bi pozabil. Kaj pozabil? Pozabil, da me je sram, Česa sram? ker pijem. Odrasli so res zelo čudni. Na četrtem planetu je naletel na trgovca. Trgovec je imel toliko dela, da niti glave ni dvignil, ko je prišel mali princ. 3 in 2 je 5, 5 in 7, 12, 12 Dober dan, in 3, dober dan. cigareta vam je ugasnila. 12 in 3, 15, 15 in 7, 22, 22 in 6, 28. Nimam časa, da bi jo prežgal. 26 in 5, 31. Skupaj torej 501 milijon 622 tisoč 731. 500 milijonov. Česa? Kako? Si še vedno tu? 501 milijon... ne vem več. Čez glavo imam dela. Resen človek sem in ne tratim časa z bedarijami. 2 in 5, 7. 501 milijon česa? Vse 54 let, kar sem na tem planetu, so me le 3-krat nadlegovali. Prvič, od tega je 22 let, ko je kdo ve odkot priletel sem kaj hrošč. Tako neznansko je brenčal, da sem se v seštevanju 4-krat zmotil. Drugič, bilo je pred 11 leti, ko sem zbolel za revmatizmom. Premalo telovadim, nimam časa za pohajanje, kajti jaz sem resen človek. Tretjič pa zdajle. Torej, dejal sem 501 milijon... Milijon česa? Milijon tistih majhnih stvarc, ki jih včasih vidimo na nebu. Muh? Ne, stvarc, ki se bleščijo. Čebel? Ne, zlatih stvarc, ki navdajajo lenuhe s sanjarijami. Toda jaz sem resen človek, nimam časa za sanjarjenje. Zvest. Tako je, zvest.
In kaj počne s 500 milijoni zvezd? 501.622.131. Jaz sem resen človek, sem natančen. In kaj počne s toliko zvezdami? Kaj počneš z njimi? Da, Nič, imam jih. zvezde imaš. Da, Tudi srečen so kralja, ki... kralji nimajo tu ničesar opraviti. Kralji vladajo. To je nekaj popolnoma drugega. In čemu potrebuješ tolikšno število zvezd? Zato, da sem bogat. In čemu ti je treba biti bogat? Da nakupim novih zvezd, če še kje katera. Kako se pa da imeti zvezde? Čigave pa so? Ne vem, od nikogar. Torej, so moje, ker sem se jaz na to prvi spomnil. In je to dovolj? Seveda. Če najdeš diamant, ki ni last nikogar, je tvoj. Če najdeš otok, ki ni last nikogar, je tvoj. Če prvi prideš na dobro misel, jo prijaviš, pa je tvoja. Zvezde pa so moje, kajti nihče pred menoj se ni nikoli spomnil, da bi si jih prilastil. Res je. In kaj zdaj z njimi počneš? Upravljam jih, štejem jih in preštevam. To ni, kar si bodi. Toda jaz sem resen človek. Če imam sviljeno ruto, si jo lahko zavežem okoli vratu in jo vzamem s seboj. Če imam cvetico, jo lahko utrgam in jo odnesem s sabo. Ti pa zvezd ne moreš potrgati. Ne, pač pa jih lahko vložim v banko. Kako pa je to? Tako da na košček papirja napišem številko svojih zvezd. Potem položim papir v predal in obrnem ključ. To je vse? Vse. Zabavna reč. Zares poetično. Kdo ve, kako resno pa to ni? Jaz imam cvetico, ki jo vsak dan zalijem. Imam 3 vulkane, ki jih umetam vsak teden. Umetam celo tistega, ki je že ugasnil, kajti nikdar ne veš. To koristi mojim vulkanom in dobro dej moji cvetki. Ti pa zvezdam nič ne hasnaš. Odrasli so zares čudaki. Peti planet je bil zelo zanimiv. Bil je najmanjši med planeti. Na njem je bilo ravno dovolj prostora za svetilko in svetilničarja. Malemu princu ni bilo čisto jasno, čemu svetilka in svetilničar nekje daleč na nebu, na planetu brez hiš in prebivalcev. Tale bo najbrž malo trčen. Vendar pa je trčen manj, kot so kralj, domišljavec, trgovec in pijanec. Njegovo delo ima vsaj smisel. Kadar prižge svetilko, se zdi, kot da zamiglja zvezda več, ali pa kot da je usklila nova cvetica. Kadar ugasne, pa kot da je cvet zaprl oči, ali da je zvezda zamižala. To je zelo ljubko opravilo in koristno že zato, ker je lepo. Dober dan, zakaj si ugasnil svetilko? Služba je služba. Dobar dan. Kaj je to služba? Služba je ugašati svetilko. Dober večer.
Zakaj si jo pa prižgal? Ker je to služba. Ne razumem. Tu ni kaj razumeti. Služba je pač služba. Dober dan. Nemogoč poklic. Njega dni pa je bil še kar spodoben. Zjutraj sem svetilko ugasnil, zvečer prižgal. Čez dan sem počival, po noči spal. In od takrat se je služba spremenila? Služba se ni spremenila. Prav tu tiči zlo. Planet se iz leta v leto suče hitreje, služba pa je taka, kot je bila. In kaj zato? Zato nimam več niti sekunde počitka, odkar se planet zavrti vsako minuto okrog svoje osi. Prižigam in ugašam enkrat na minuto. Smešno. Tvoj dan traja 1 minuto? Prav nič ni smešno. Medtem, ko se pogovarjava, je preteklo že mesec dni. Mesec dni? Da. 30 minut, 30 dni. Dober večer. In je spet prižgal svetilko. Mali princ je opazoval svetilničarja in ga vzljubil, ker je tako zvesto stregel svoji svetilki. Spomnil se je sončnih zahodov, ki si jih je včasih privoščil tako, da je premaknil stol. Hotel je prijatelju pomagati. Čuj, vem, kako bi se spočil, kadar bi le hotel. Samo to bi rad. Tvoj planet je tako majhen, da se 3-krat prestopiš, pa si okrog in okrog. Ti samo dovolj počasi stopaj za soncem. Kadar boš hotel počivati, boš korakal za soncem in dan bo dolg, kot se bo tebi zdelo. To ni vse skupaj nič. Nič me ne mika bolj, kot da bi se pošteno naspal. Pač nima sreče. Nimam sreče. Dober dan. Kralj, nečimbrnež, pijanec in trgovec bi tega le gotovo zaničevali. In vendar se mi samo on ne zdi smešen. Morda zato, ker se ne ukvarja s seboj. Samo s temle bi si lahko bila prijatelja. Tudi njegov planet je res premajhen. Ni prostora za 2. Mali princ ni maral priznati, da mu je čudovitega planeta žal predvsem zaradi 1440 sončnih zahodov, ki bi jih lahko videl v 24 urah. Šesti planet je bil najmanj 10-krat večji. Tu je živel star gospod, ki je pisal debele knjige. Glej ga, raziskovalca, odkot prihajaš? Kaj pa je tale debela knjiga? Kaj delate tu? Geograf sem. Kaj je to geograf? Geograf je učenjak, ki ve, kje so morja, reke, mesta, gore in puščave. To je pa zelo zanimivo. Naposled vendarle spodoben poklic. Zelo lep je tale vaš planet. Ali je tudi kaj oceanov? Ne vem. In gora? Ne vem. Pa mest, rek in puščav? Tudi ne vem. Saj ste vendar geograf. To je res. Nisem pa raziskovalec. Saj to je tisto. Raziskovalcev sploh nimam. Ni geografova dolžnost preštevati mesta, reke, morja, oceane in puščave. Geograf je preveč pomembna osebnost, da bi se potikal naokrog. Geograf se ne gane iz svoje sobe. V njej sprejema raziskovalce. Sprašuje jih in zapisuje njihovo pripovedovanje. In če se mu pripovedovanje katerega izmed njih zdi zanimivo, začne poizvedovati
o njegovih moralnih lastnostih. Zakaj pa to? Zato, ker bi raziskovalec, ki laže, povzročil v zemljepisnih knjigah strašno zmedo, pa tudi raziskovalec, ki rad pregloboko pogleda v kozarec. Kako to? Zato, ker pijanci vidijo dvojno. Geograf pa bi tam, kjer stoji ena sama gora, narisal dve. Poznal sem nekoga, ki bi bil zelo slab raziskovalec. Že mogoče. Torej, če je raziskovalčeva nrav brez madeža, začne geograf preverjati njegovo odkritje. Gre tja in pogleda? Ne, to je preveč zapleteno, ampak zahteva, da mu raziskovalec prinese dokaze. Če je na primer odkril mogočno gorovje, mora za dokaz prinesti s seboj velike kamne. Toda ti prihajaš od daleč, ti si raziskovalec. Opisal mi boš svoj planet. Moj planet ni posebno zanimiv. Zelo majhen je. Imam 3 vulkane, 2 sta živa, 3. pa je ugasnil. Toda nikdar ne veš. Nikdar ne veš. Imam tudi cvetico. Cvetic ne zapišemo. Zakaj ne? Saj ni ničesar lepšega od njih. Zato, ker so cvetice minljive. Kaj je to minljiv? Minljiv je tisti, ki je prej ali slej zapisan koncu. Moja cvetica je zapisana koncu? To se ve? Moja cvetica je minljiva in samo 4 trne ima, da se brani. Jaz pa sem jo čisto samo zapustil doma. Kaj mi svetujete, da bi si šel ogledat? Planet Zemljo. Dober glas gre o njej. In mali princ je odšel in mislil na svojo cvetico. Sedmi planet je bila torej Zemlja. Zemlja ni planet kar tako. Zemlja ima 111 kraljev, kakopak z zamorskimi poglavarji vred, 7000 geografov, 900 000 poslovnih ljudi, 7,5 milijona pijancev, 311 milijonov nečimrnežev. To je približno 2 milijardi odraslih. Da si boste lažje predstavljali razsežnosti Zemlje, naj vam povem, da so preden so odkrili elektriko, za vseh 6 kontinentov vzdrževali pravcato armado 462 511 svetilničarjev. Oddaleč je to napravilo sjajen vtis. Nastop vojske svetilničarjev je bil podoben nastopu baleta v operi. Najprej so prišli na vrsto svetilničarji Nove Zelandije in Avstralije. Prižgali so svetilke in odšli spat. Za njimi so nastopili svetilničarji Kitajske in Sibirije, na kar so se tudi oni umaknili za kulise. Potem so bili na vrsti svetilničarji Rusije in Indije, nato afriški in evropski svetilničarji, potem svetilničarji Južne Amerike, potem severnoameriški, in nikdar niso zmešali vrstnega reda, po katerem so prihajali na oder. To je bilo veličastno. Samo svetilničar edine svetilke na severnem tečaju in njegov tovariš, svetilničar edine svetilke na južnem, sta živela brezbrižno in brezdelno življenje. Delala sta samo 2-krat v letu. Kadar bi bil kdo rad duhovit, se rado zgodi, da se malce zlaže. Nisem bil čisto pošten, ko sem pripovedoval tole o svetilničarjih. Tisti, ki našega planeta ne poznajo, bi najbrž že imeli o njem napačno podobo.
Ljudje zauzemajo zelo malo prostora na zemlji. Če bi se 2 milijardi zemljinih prebivalcev zgnetli skupaj, tako kot se na mitingih, bi se lahko udobno namestili na 20 milj širokem trgu. Ves človeški rod bi se lahko nakopičil na najmanjšem otočku sredi oceana. Odrasli vam seveda ne bodo verjeli. Mislijo, da zauzemajo gromozansko prostora. Sami sebi se zde važni kot kruhovci. Recite jim, naj kar zračunajo. To jim bo všeč, ker imajo radi številke. Vi pa s tem nikar ne izgubljajte časa. Nima smisla. Verjemite mi na besedo. Ko se je mali princ znašel na zemlji, je bil zelo presenečen, da nikogar ne vidi. Že se je bal, da je zgrešil planet, ko se je v pesku zganil rumen svitek. Dober večer. Dober večer. Na katerem planetu sem? Na zemlji, v Afriki. Kaj ni nikogar na zemlji? Tu je puščava. V puščavah ni nikogar. Zemlja je velika. Rad bi vedel, ali so zvezde tako svetle, da lahko vsakdo nekega dne spet najde svojo. Poglej, moj planet, ravno nad nama je. Joj, kako je daleč. Lep je. Kaj iščeš tukaj? Imel sem težave z neko cvetico. Kje so ljudje? V puščavi je nekoliko samotno. Tudi med ljudmi je samotno. Smešna žival si, tenka kot prst. A mogočnejša kot kraljevska roka. Mogočna pa res nisi. Saj niti nog nimaš. Saj niti hoditi ne moraš. Lahko te spravim dlje kot katerakoli ladja. Kogar se dotaknem, ga vrnem zemlji, iz katere je prišel. Toda ti si čist in prihajaš zvezde. Smiliš se mi tako nežen na tej trdi zemlji. Če se ti bo nekega dne preveč stožilo po tvojem planetu, ti lahko pomagam. Lahko te... Vem, kam meriš. Tudi zakaj govoriš, kot da bi zastavljala uganke? Razvozlavam jih. Mali princ je prehodil puščavo in je srečal samo eno cvetico. Cvetico s 3 cvetnimi venci. Čisto navadno cvetico. Dober dan. Dober dan. Kje so ljudje? Ljudje? Mislim, da jih je kakih 5 ali 6. Že pred leti so šli tod. Nikoli ne veš, kje bi jih iskal. Veter jih podi pred seboj. Korenin nimajo. To je tisto. Z Bogom. Z Bogom. Mali princ se je povzpel na visoko goro. Dober dan! Dober dan! Dober dan! Dober dan! Kdo ste? Kdo ste? Kdo ste? Kdo ste? Bodite moji prijatelji! Tako sem sam! Tako sem sam! Tako sem sam! Tako sem sam! Kako čuden planet. Sama puščava, sami grebeni, sama puščoba. In ljudje so brez fantazije. Samo ponavljajo za teboj. Doma sem imel cvetico. Ta je vselej imela prvo besedo.
Toda nazadnje je mali princ, ko je že dolge dneve blodil po puščavi, skalnatih grebenih in snežnih zametih, vendarle naletel na cesto. Vse ceste pa peljejo k ljudem. Dober dan. Dober dan. Kdo ste? Vrtnice smo. Aha, In je bil zelo nesrečen. Njegova cvetica mu je pripovedovala, da na vsem vesoljnem svetu ni take, kot je ona. Tu pa jih je v enem samem vrtu najmanj 5000 popolnoma enakih. zelo bi jo prizadelo, če bi videla tole. Tu bi kašljala in si hlinila, da bo zdaj konec. Samo da bi se zmazala iz te kaše. Jaz pa bi se moral delati na moč zaskrbljenega, kajti prav zares bi umrla, če ne bi bil tudi jaz obenem ponižan. Mislil sem, kako sem bogat, ker imam rožo, kakršne ni na vsem svetu. Je pa samo navadna vrtnica. Z njo in svojimi 3 vulkani, ki mi segajo do kolen, od katerih pa eden že morda za vselej ugasnil, pa če res nisem posebno imeniten princ. Tedaj pa je prišla lisica. Dober dan, Dober dan. tu sem, pod jablano. Kdo si? Zelo ljubek si. Lisica sem. Igraj se z menoj. Tako žalosten sem. Ne morem se igrati s teboj. Nisem udomačena. Aha, oprosti. Kaj je to udomačena? To je nekaj, kar že dolgo ni več v rabi. Pomeni pa ustvarjati vezi. Ustvarjati vezi? Kaj pak? Za zdaj si zame samo majhen deček. Čisto tak kot 100 000 drugih majhnih dečkov. In jaz te ne potrebujem. In ti mene še manj. Zate sem samo lisica med 100 000 drugih lisic. Če pa me udomačiš, bova drug drugega potrebovala. Ti boš zame edini na svetu. Jaz bom zate edina na svetu. Aha, že razumem. Nekje je cvetica, zdi se mi, da me je udomačila. Lahko da? Tu na zemlji se zgodi marsikaj. Oh, saj ne na zemlji. Na kakem drugem planetu? Da. So tam tudi lovci? Ne. Zanimivo. Pa kokoši? Ne. Nič ni popolno. Moje življenje je pusto. Jaz lovim kokoši, ljudje love mene. Vse kokoši so si podobne, prav tako ljudje. Dolg čas mi je že. Če pa bi me udomačil, bi mi v življenje posvetilo sonce. Spoznala bi korake, ki bi bili drugačni od drugih. Vsi koraki mi prinašajo smrt. Tvoji pa bi me izvabili iz brloga kot pesem. Poglej, poglej, vidiš tam doli žitna polja? Ne jem kruha, kaj bi žitom? Žitna polja me ne spominjajo na nič in to je žalostno. Tvoji lasje pa so zlati kot žito. Kako bi bilo lepo, če bi me udomačil. Žito, ki je zlato, bi me spominjalo nate. Ljubila bi celo veter v žitu. Prosim, udomači me. Prav rad, le časa imam malo. Prijatelje moram najti in spoznati še marsikaj. Le tisto spoznaš, kar udomačiš. Ljudje si ne vzamejo časa, da bi sploh kaj spoznali. Pri trgovcih kupujejo kar izgotovljene predmete, ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje. Ljudje nimajo več prijateljev. Če bi rad imel prijatelja, me udomači. In kako se to stori? Zelo potrpežljiv je treba biti. Skraje boš sedel v travi bolj stran od mene. Takole. Zdaj te bom od strani pogledala, ti pa se ne smeš oglasiti. Besede so izvirne sporazumov.
Toda vsak dan boš lahko prisedel bliže. Drugo jutro je mali princ spet prišel. Pridi raje vselej ob isti uri. Če boš prihajal recimo ob 4 popoldne, te bom vznemirjala pričakovala že ob 3. Bolj, ko se bo bližal čas, srečnejša bom. Ob 4 bom nestrpna in nemirna. Čutila bom, kako je sreča dragocena. Če pa boš prihajal, ne da bi vedela kdaj, potem ne bom vedela, kdaj naj začnem biti srečna. Ceremonije so potrebne. Kaj je to ceremonija? Tudi to je nekaj, kar že skoraj ni več v rabi. To je tisto, zaradi česar je kak dan drugačen, kot so drugi dnevi, kaka ura drugačna, kot so druge. Ceremonijo imajo na primer moji lovci. Ob četrtkih plešejo z vaškimi dekleti. Četrtek je torej čudovit dan. Takrat grem na sprehod tja do vinograda. Če pa bi lovci plesali kadarkoli, bi bili vsi dnevi enaki in jaz bi ne imela nobenih počitnic. Tako je mali princ udomačil lisico. Ko pa je prišla ura slovesa, je lisica rekla: Jokala bom. Nič ne morem za to. Saj te nisem silil. Ti si hotela naj te udomačim. Seveda. Tudi ti boš jokala. Seveda. Torej nisi s tem nič pridobila. Pridobila? Zaradi pšenične barve. Pojdi spet k vrtnicam. Zdaj veš, zakaj je tvoja vrtnica edina na svetu. Potem se vrni, da se posloviva. In jaz ti bom podarila skrivnost. Mali princ je stopil k vrtnicam. Čisto nič niste podobni moji vrtnici. Vi niste še čisto nič. Nihče vas ni udomačil in vi niste nikogar udomačili. Take ste, kot je bila moja lisica. Bila je samo lisica med 1000 drugih lisic. Tudi odkar sva se spoprijateljila in ni na vsem svetu enake, kot je ona. Lepe ste, ampak prazne. Zaradi vas ne bi šel nihče v smrt. Seveda, navaden popotnik bi mislil, da ni razlike med vami in mojo vrtnico. Tudi imenitnejša je, kot ve vse skupaj. Zakaj ona je tista, ki sem jo zalival? Ona je tista, ki sem jo pokrival. Ona, ki sem jo varoval pred vetrom. Zakaj ona je tista, zaradi katere sem uničil gosenice? Razen 2 ali 3, da bi se iz njih razvili metulji. Zato, ker je ona tista, ki sem jo čul pritoževati se ali bahati, včasih pa tudi molčati. Dragocena je zato, ker je moja. Z Bogom. Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Bistvo je očem nevidno. Zaradi časa, ki si ga žrtvoval, je tvoja vrtnica tako dragocena. Zaradi časa, ki sem ga žrtvoval. Ljudje so to resnico pozabili. Tudi ti je ne smeš pozabiti. Zavedno si odgovoren za tisto, kar si udomačil. Odgovoren si za svojo vrtnico. Odgovoren sem za svojo vrtnico. Dober dan. Dober dan. Kaj delaš tu? Potnike pošiljam v zavojih po 1000, na vse strani sveta.
Vlake, ki se v njih vozijo, usmerjam zdaj na desno, zdaj na levo. Zelo se jim mudi. Kam gredo? Celo strojevodja tega ne ve. Kaj se že vračajo? Ti so isti. Menjavajo se. Ali jim tam, kjer so bili, ni bilo všeč? Nihče ni nikdar zadovoljen tam, kjer je. Tile gredo za prvimi. Za nikomer ne gredo. Spijo, pravzaprav zehajo. Samo otroci tišče noske na okenska stekla. Samo otroci vedo, kaj hočejo. Zapravljajo čas punčko iz cun in ona je zanje vse, in če jim jo vzameš, se jočejo. Srečni so. Dober dan. Dober dan. Bil je trgovec s sjajnimi tabletami, ki preprečujejo žejo. Če pogoltneš eno samo, ti ves dan ni treba piti. Zakaj to prodajaš? Zaradi varčevanja s časom. Strokovnjaki so vse natanko preračunali. Na teden prihraniš 53 minut časa. In kaj potem s tistimi 53 minutami? Ja, porabiš jih, kakor ti drago. Če bi jaz imel tistih 53 minut, bi se prav počasi odpravil k Studencu. Bilo je 8. dan, odkar se mi je pripetila nezgoda. In poslušal sem zgodbo o trgovcu, medtem ko sem sreval poslednji požirek vode. Zelo lepi so tile tvoji spomini. Toda jaz letala še vedno nisem popravil. Brez kaplje vode sva. In tudi jaz bi bil srečen, če bi lahko prav počasi odkorakal k Studencu. Moja prijateljica lisica. Dragi moj, kaj bi zdaj z lisico? Zakaj? Ker bova od žeje umrla. Lepo je imeti prijatelja, čeprav je treba umreti. Zelo sem vesel, da imam lisico za prijatelja. Še slutine, v kakšni nevarnosti sva. Nikoli ni ne lačen, ne žejen. Zadostuje mu že malo sonca. Tudi jaz sem žejen. Poiščiva vodnjak. Brezupno sem zamahnil z roko. Nima smisla naslepo iskati Studenca po neizmerni puščavi, a vseeno sva šla na pot. Medtem ko sva ure in ure molče hodila, se je spustila noč in zvezde so se prižigale druga za drugo. Vročičen zaradi žeje sem jih videl kakor v sanjah. V spominu so mi pozvanjale besede malega princa. Voda lahko dobro de tudi srcu. Zvezde so lepe zaradi cvetice, ki je ne vidimo. Lepa je puščava. Puščava je lepa zaradi vodnjaka, ki se skriva v njej. Da, tistega, zaradi česar so hiša, zvezda ali puščava lepe, ne vidimo. Veseli me, da si enakih misli z mojo lisico. Ker se je malemu princu dremalo, sem ga vzel v naročje in se spet odpravil dalje. Bil sem ganjen. Zdelo se mi je, da nosim krhek zaklad. Zdelo se mi je celo, da na vsem svetu ni nič bolj krhkega. V mesečini sem gledal to bledo čelo, te zaprte oči, te kodre, ki jih je mršil veter, in sem si govoril, to, kar tule vidim, je samo zunanjost. Bistvo je nevidno. In ko sem tako hodil, sem ob zori našel vodnjak.
Ljudje se gnetejo v brzo vlakih. Toda pozabili so že, kaj so hoteli. Torej se vrtel v začaranem krogu. To ni vredno truda. Res neverjetno. Vse je tu. Škripec, vedro in vrv. Čuješ, zdramila sva vodnjak in zdaj poje. Pusti, bom jaz. Pretežko je zate. Želim sem te vode. Daj mi piti. Razumel sem, kaj je hotel reči. Pil je z zaprtimi očmi. Bilo je lepo kot praznik. Ta voda je bila vse kaj drugega kot krepčilo. Bila je sad najine hoje pod zvezdami, pesmi škripca, truda mojih rok. Bila je za srce kot darilo. Ljudje pri vas negujejo 5000 vrtnic v enem samem vrtu in ne najdejo v njem, kar iščejo. Ne najdejo. In vendar bi tisto, kar iščejo, lahko našli v eni sami vrtnici, v enem samem požirku vode. Seveda. Tudi oči so slepe, iskati moraš srcem. Držati boš moral besedo, ki si mi jo dal. Kakšno besedo? Saj veš, nagobčnik za Backa. Odgovoren sem za cvetico. Segel sem v žep po svoje risarske poizkuse. Tvoji kruhovci so kot zelje. Lisica, ušesa, taka so kot rogovi in predolga so. Mali moj, krivico mi delaš. Narisati znam samo boje, od zunaj in od znotraj. Vsaj kar bo. Otroci bodo že razumeli. Narisal sem torej nagobčnik. In kar malo tesno mi je bilo, ko sem mu ga pomolil. Imaš zamisli, ki jih ne znam narisati. Veš, moj pristanek na zemlji, jutri bo leto dni. Bilo je nedaleč od tod. Torej, le ni slučaj, da sem te tisto jutro, ko sem te spoznal, 8 dni je od takrat, našel tako samega, 1000 milj daleč od obljudenega sveta. Vračaš se tja, kjer si prišel na zemljo? Morda zaradi obletnice? Bojim se. Delo te kliče, vrniti se moraš k letalu. Tu te bom čakal, pridi jutri zvečer. Blizu vodnjaka so stale ruševine starega kamnitega zidu. Ko sem se naslednji večer vrnil z dela, sem oddaleč zagledal na njem malega princa. In slišal sem, ko je govoril: Torej se več ne spomniš? Ne, ni bilo na tem kraju. Brez dvoma mu je nekdo nekaj odgovoril, ker je nadaljeval: Da, dan je pravi, tudi kraj ni isti. Pohitel sem k zidu. Še vedno nisem nikogar videl, ne slišal. Seveda, videla boš, kje se v pesku začne moja sled. Samo počakala me boš. Še to noč bom tam. Bil sem 20 metrov stran od zidu in še vedno nisem ničesar videl. Imaš dober strup. Si prepričana, da se ne bom mučil? Obstal sem. Pri srcu me je stisnilo, toda še vedno nisem razumel. Pojdi zdaj, rad bi zlezel dol. Tedaj sem tudi jaz pogledal k vznožju zidu in odskočil. Tam je stala strmo zravnana proti malemu princu ena izmed tistih rumenih kač, ki vas usmrte v 30 sekundah. Segel sem v žep po revolver in se pognal v tek. Toda kača se je, ker jo je preplašil hrup mojih korakov, zvila med peskom, kakor curek vode, ki pojema. In brez naglice z rahlim kovinskim žvenkljanjem izginila med kamenjem. Prihitev sem k zidu še ravno pravi čas, da sem ujel v naročje svojega malega prijatelja princa, bledega ko sneg. Kaj pa je spet to?
Zdaj se pomenkuješ že s kačami. Vesel sem, da si našel napako v stroju. Lahko se boš vrnil domov. Kako to veš? Tudi jaz grem nocoj domov. Zelo daleč je. In zelo, zelo težko. Backa imam. In zabojček zanj tudi. In nagobčnik. Dečko moj, ustrašil si se. To noč me bo še bolj strah. Dečko moj, še bi rad čul tvoj smeh. To noč bo minilo leto dni. Moja zvezda bo natanko nad krajem, kjer sem lani prišel na zemljo. Dečko moj, ali ne da so kača, vajin razgovor in zvezda samo grde sanje? Bistva ne vidimo. Res je. Tako je s cvetico. Če ljubiš cvetico, ki rase na eni izmed zvezd, je lepo po noči zreti v nebo. Zdi se ti, da zvezde cvetijo. Res je. Prav tako je z vodo. Voda, ki si mi jo dal piti, je bila kot pesem zaradi škripca in vrvi. Saj se spomniš, bila je dobra. Res je. Po noči boš gledal zvezde. Moja zvezda je predrobna, da bi ti jo mogel pokazati. Bolje je tako. Zate bo moja zvezda samo ena izmed zvezd. Zato boš rad gledal zvezde. Vse ti bodo prijateljice. In zdaj ti bom dal darilo. Zasmejal se je. O, dečko moj. Dečko moj, tako rad imam tvoj smeh. To je moje darilo. Tako kakor z vodo. Ne razumem te. Zvezde pomenijo ljudem, vsakemu kaj drugega. Popotnikom so vodnice, drugim so samo drobne lučke. Znanstvenikom so uganke. Mojemu trgovcu so bile zlato. Toda vse zvezde molči. Ti pa boš imel zvezde, kakršnih nima nihče. Ne razumem te. Ker bom živel na eni izmed njih in se bom na eni izmed njih smejal, se ti bo zdelo, da se vse zvezde smehljajo, kadar se boš po noči zazrl v nebo. Imel bo zvezde, ki se smehljajo. Ko se boš potolažil, to pride samo po sebi. Bo zadovoljen, da si me spoznal. Zavedno boš moj prijatelj. Želel si boš, da bi se skupaj smejala. In včasih boš kar tako odprl okno in tvoji prijatelji se bodo čudili, ko bodo videli, da gledaš nebo in se smehljaš. Ti pa jim boš rekel: da, zvezde mi vsele privabijo smehljaj. Oni pa te bodo imeli za čudaka. Mislim, da sem ti jo lepo zagodil. Kot da ti namesto zvezd dajem prgišče kraguljčku, ki se znajo smehljati. To noč, veš, ne smeš priti. Ne zapustim te. Tak bom, kot da mi je slabo, tak, kot da umiram. Tako je to. Ne hodi gledat, ni vredno. Ne zapustim te. Povedal sem ti to, tudi zaradi kače. Morda bi te celo pičila. Kače so zlobne. Kača piče iz same zlobe. Ne zapustim te. Saj res, za drugi ugriz mi zmanjka strupa. To noč nisem opazil, kdaj je odšel. Izmuznil se je potihem. Ko sem ga dohitel, je stopal z naglim, odločnim korakom. Ti si. Ni prav, da si prišel. Težko ti bo. Zdelo se bo, da sem mrtev. Toda to bo samo videz. Razumi me, zelo daleč je. Ne morem vzeti tlesa s seboj. Pretežko je.
Lepo bo, veš. Tudi jaz bom gledal zvezde. Vse bodo vidnjaki s cvilečim škripcem. Vse zvezde mi bodo ponujale piti. Kako lepo. Ti boš imel 500 milijonov kragulčkov, jaz 500 milijonov vodnjakov. Tu sva. Pusti, da stopim ta korak naprej. Saj veš, moja cvetica. Odgovarjam za njo. In tako nežna je, tako otročja. In samo 4 trne ima, da se brani. Tako. To je vse. Malo je še okleval, nato je vstal. Stopil je naprej. Sam se nisem mogel ganiti. Ob njegovem gležnju je šinil rumen blisk. Za trenutek je nepremično obstal. Niti kriknil ni. Padel je počasi, kakor pada drevo. Zaradi peska ni bilo padca niti slišati. Da, 6 let je že od takrat. Te zgodbe nisem še nikoli pripovedoval. Ko sem prišel med tovariše, so bili zelo veseli, da sem živ in zdrav. Bil sem žalosten. Toda njim sem rekel, truden sem. Zdaj sem se že malo potolažil, pravzaprav še ne popolnoma. Toda dobro vem, da se je vrnil na svoj planet, kajti drugo jutro ni bilo njegovega telesa nikjer. Se vendar ni bilo tako težko. In rad poslušam po noči zvezde, kot 500 milijonov kragulčkov so. Toda glejte, pripetilo se je nekaj neprijetnega. Na gobčniku, ki sem ga narisal malemu princu, sem pozabil dodati jermenček. Nikoli ga ne bo mogel nadeti Backu. In se sprašujem, kaj se je zgodilo na njegovem planetu. Morda je Bacek cvetico že pojedel. Pa si rečem, prav gotovo ne. Mali princ sleherno noč pokrije cvetico s steklenim pokrovom in skrbno pazi na Backa. In sem srečen. In zvezde se tiho smehljajo. Pa si rečem, včasih je človek samo malo raztresen in že je nesreča tu. Nekega večera je pozabil na stekleni pokrov, Bacek pa se je po noči potiho prikradel. In kragulčkom kapljajo solze iz oči. Da, ta misel mi ne da miru. Meni in vam, ki imate tudi radi malega princa, res ni vseeno, če je ali če ni, ne ve se kje v vesolju, nekakšen Bacek pojedel cvetico. Ozrite se v nebo. Vprašajte se, ali je Bacek pojedel ali ni pojedel cvetice. Videli boste, kako se bodo zvezdam nasmejale ali zasolzile oči. A nihče od odraslih ne bo nikoli razumel, kako važno je to.